Vse vas najlepše pozdravljam. Današnje predavanje sem pripravil z namenom pogledati na slovenščino skozi oči učiteljev, učiteljic, profesorjev, profesoric na splošno, ne zgolj slovenščine. Verjetno ste že sami zaznali, da smo se znašli na točki zgodovine, kjer so izrazito zgoščene spremembe. V zgolj 2-3 desetletjih smo doživeli najprej močan porast besedil v slovenščini, tako nekje od 90 let naprej. Nato nas je čakal internet, nato pametni telefoni in tablice in s tem povezan spremenjen način funkcioniranja jezika. Naprimer, danes se največ pogovarjamo tako, da pišemo. Zdaj pa so nas doleteli še veliki jezikovni modeli, kot je naprimer najbolj znani ChatGPT. Zgodovina nas uči, da moramo biti v takšnih časih optimistični, delovni in čuječi. Nekatere spremembe težko razumemo, ker v tolikšni meri spreminjajo svet. Sam sem zgodovinar jezikoslovja in mogoče mi je zato nekoliko lažje. Povsem isto zmedo med ljudmi, zlasti med intelektualci, kakor jo lahko spremljamo danes, je namreč naredil tudi nekaj stoletij nazaj pojav tiskane knjige. Kako so ljudje dojemali tisti čas? Naenkrat je lahko vsak objavljal. Ni bilo več nadzora nad izvodi knjig in nad znanjem. Znanjem so lahko začeli manipulirati. Kdo bo nadzoroval tiskarje? Novosti so sesuvale vero, kvarile ljudi, širile napačna politična sporočila na tisnih letakih. Grozil je moralni propad in tako naprej in tako naprej. To so bile leta okrog 1500-1600. Ampak vsi ti strahovi nam zvenijo dokaj znani. Ob današnjih spremembah je vloga jezika znova zelo velika. V svojem referatu bi opozoril z vidika učitelja zgolj na nekaj ključnih točk, tako da bi šli skozi 6 teh navedenih točk, od spremenjene zvrstnosti do vprašanja slovenščine, knjižnega jezika, delovanja jezikoslovja in slovenščine kot naloge vseh predmetov. Če gremo kar po vrsti, najprej si lahko pogledamo model zvrstnosti, kakor jo opažamo pri sodobni slovenščini. Skratka, imamo kje bolažne. Kakor jo opažamo pri sodobni slovenščini, vidimo, da imamo nekje na sredi knjižni jezik, nato na okrog pogovorni jezik, ki se do določene mere preliva v knjižni jezik, in pa še bolj naokrog narečja, ki vplivajo na pogovorni jezik, sem in tja tudi na knjižni jezik. Stanje pred desetletjem ali dvema je bilo naslednje. V knjižnem jeziku smo pisali, skratka, popolnoma samoumevno je bilo, da če smo pisali v knjižnem jeziku. V knjižnem jeziku smo brali, popolnoma samoumevno je, da so bila napisana besedila v knjižnem jeziku. V knjižnem jeziku smo gledali televizijo,
in poslušali radio. V zadnjih letih pa je prišlo na področju branja tudi poslovnih besedil do pomembnega premika, ne samo v Sloveniji, na splošno skoraj da povsod po svetu. Zapisano besedilo namreč ni več nujno knjižno ali jezikovno urejeno besedilo, saj so nekdaj lahko besedilo objavljali redki, danes pa vsak. Branje zato samo po sebi ne pomeni več le krepitve jezikovne zmožnosti v knjižnem jeziku, ampak jo lahko celo ovira, kadar beremo besedila različnih zvrsti brez ustreznega zavedanja ali pozornosti na to, kaj beremo. Na primer, zapis v knjižnem jeziku, pogovornem jeziku, narečju ali pa slengovsko obarvan zapis v eni izmed omenjenih treh zvrsti. Vidimo, da če beremo po mobiju, lahko beremo narečje, lahko beremo zapisan pogovorni jezik in lahko beremo knjižni jezik. Če pišemo, bomo včasih napisali SMS v narečju, včasih v pogovornem jeziku, včasih v knjižnem jeziku. Vedno bolj se pogovarjamo tako, da nekaj v pogovornem jeziku napišemo v družbena omrežja, na mobitel in tako naprej. Če gledamo televizijo, ne sprejemamo samo več knjižnega jezika, kar je najhuje, da določen del televizijskega jezika in branja prevzema angleščina. In tu smo se že dotaknili druge vprašanje sodobnih jezikovnih izzivov. Živeti v Sloveniji ne pomeni več samoumevnega stika s knjižno slovenščino na vseh področjih. Zato so prizadevanja za krepitev knjižne slovenščine bistvena. Prizadevanje pa pomenijo nekaj zelo praktičnih stvari. Naprimer, če pogledamo televizijo in podnapisi. Še nekaj let nazaj je bilo skoraj da samoumevno, da smo spremljali televizijske programe, filme in hkrati brali spodaj podnapise v knjižni slovenščini. Vsak od nas je prek podnapisov prebral za vsaj nekaj knjig knjižne slovenščine na leto, vsaj 9 knjig. Zdaj to ni več tako zelo samoumevno. Ključni izzivi za slovenščino in za vse manjše jezike po Evropi so, kako čim prej pripeljati slovenščino na pretočne storitve, kot so Netflix, Disney+, Amazon Prime in pa tudi na operacijske sisteme. Najbolj je tu izpostavljen Appleov operacijski sistem, ki še vedno nima vdelane slovenščine. Na tak način bomo namreč lahko zagotovili, da bo stik s knjižno slovenščino še vedno tako močan, kakor je bil nekdaj. Da ne bo začel zaradi neke inertnosti upadati. Če je namreč
odžiranja množine rabe knjižnega jezika zelo veliko, potem je treba ukrepati in zato že zdaj, mogoče ste tudi opazili, močno opozarjamo na to. Lobiramo pri multinacionalkah, kot sta Netflix, Apple, Disney in tako naprej. In na srečo je vsaj na tem področju slovenska politika dokaj enotna, tako da, ko se zamenja vlada, sodelujemo vsi še naprej. Z tega vidika ni nepomembno tudi sporočilo, ki nam ga vsak dan daje naša jezikovna krajina. To je tisto, kar je načel že v uvodu Lojze Peterle, pa potem navrgel še kdo. Javni napisi, vse, kar vidimo okrog sebe jezikovnega, skratka, vse, kar vidimo jezikovnega, kadar nismo doma, to je jezikovna krajina. In jezikovna krajina je v Sloveniji dokaj dobro zakonsko zaščitena. To, da opazujemo mi dele mest prepredene z napisi v angleščino, to je naša malomarnost. Sam sem v minulih 2 mesecih na inšpektorat poslal vsaj 20 opozoril in vsa opozorila so bila v 1 ali 2 tednih rešena. Napisi so se umaknili. Skratka, stvar deluje, naša naloga pa je, da če nas nekaj zmoti, da na to tudi opozorimo, ne samo da jamramo. Ker smo ravno pri tem, lahko priskočim čisto na konec, ker sem ravno o tem govoril. Januarja imamo na primer z eno od ljubljanskih gimnazij že dogovorjeno sprehajanje po Ljubljani, v okviru katerega bomo pisali vse odklone in jih posredovali inšpektoratu. Zakaj gre? Inšpektorat nima dovolj ljudi, da bi sam odkrival nepravilnosti, če se ga opozori, pa se nepravilnost dejansko odpravi. Tule lahko vidite en primer, prodajalna Maximarket je imela v izložbi besedi Spring in pa Step into the New Season, in dovolj je bilo marca letos samo toliko zapisanih besed na inšpektorat, da je Maximarket to v 2 dneh odstranil in nadomestil s slovenskimi napisi. Skratka, se da, to je lahko odlična motivacija za učence, za vaše učence, da grejo naokoli po svojem kraju, pa pogledajo, kaj morda ni v skladu z zakonodajo. Hkrati pa na tak način lahko dejansko fizično pogledamo, poskrbimo, da bo s slovenščino nekaj bolje. Najbolj na živce mi namreč gre, ko tarnamo, kljub temu, da bi se nekaj dalo narediti. Dobro, zdaj pa se opravičujem. Ja. Druga stvar je splošen upad branja kompleksnejših besedil. Branje knjig in daljših besedil je za digitalne generacije vse večji izziv. Čas preživeti brez knjige in ob ekranih otežuje prehod k kompleksnejšemu branju.
Zato bo prizadevanje za ohranjanje intelektualne kondicije, hočeš, nočeš, moralo vse bolj vključevati tudi vlaganje v branje kot napor, podoben naporu ob učenju. Zakaj gre? Branje za tiste generacije, za naše najmlajše generacije, ki so doma zlasti v digitalnem svetu, ne more biti več najprej užitek. Najprej je za te generacije branje trud, garanje, trdo delo, da se pretolčeš skozi prvo, drugo in tretjo nezanimivo knjigo. Skratka, dokler branje ni rutina, je začetek branja za današnje generacije lahko vsakokrat znova težek. To ima popolnoma nevrološko razlago, kadar branje fizičnih knjig tekmuje s sodobno tehnologijo, bo v prvem krogu izgubilo, zato ker je branje manj naravno, manj intuitivno, kakor so digitalne aplikacije. Digitalne aplikacije so narejene natanko tako, kot delujejo naši možgani, branje pa zahteva določen napor. Zato je pa seveda tudi nagrada toliko večja. No in danes težko rečemo mladim, berite, zato ker boste tako zelo uživali. Ne bodo. Ne? To je znanstveno dokazano. Sprva ne bodo. Če vmes se odvadijo brati, je vračanje k branju naporno. Branje knjig in zahtevnejših besedil je lahko za sodobne mlade podoben napor, kot je bil za nas, na primer, reševanje matematičnih nalog. Tudi takšne naloge nas lahko navdušijo, ampak šele potem, ko nekaj znamo in ko pridobimo ustrezno matematično kondicijo. Zato bo v prihodnosti, in to res apeliram na vse vas učitelje, tu bo tudi velik poudarek pri spremembah učnih načrtov, bo vedno večji poudarek moral biti na obveznem branju leposlovja in hkrati na obveznem branju neumetnostnih besedil, na obveznem branju bolj zapletenih člankov v časopisih, na obveznem branju mladinskih revij, pa potem revij za odrasla. Kajti, če malce karikiramo, večina mladih bo prebrala samo tista daljša in kompleksnejša besedila, ki bodo obvezno domače branje. Tu govorim o vseh predmetih, ne več samo o slovenščini. Vsi predmeti bodo imeli svojo zalogo obveznega domačega branja. Motivacija za branje pa bo skozi šolski sistem bistveno drugačna od motivacije za branje pred 10-20 leti. Ne? Ampak mlade se da navdušiti. Ne? Tu ne smemo se počutiti nemočne. Veliko znajo, veliko berejo, več kot smo brali mi, samo berejo grozljivo nekvalitetna besedila. Ne? Ampak to ne pomeni, da se jih ne da ustrezno usmeriti. No in s tem je pa povezano tudi znanje knjižnega jezika kot cilj. Tu bi opozoril na dvojen proces. Ukvarjanje z branjem je pomembno tudi za jezikovno znanje. Več ko beremo, več in bolje znamo svoj jezik. In pa obratno, če manj jezikovnega znanja pridobimo neposredno z branjem, moramo biti vse bolj jezikovno opremljeni in mladi morajo dobiti vse več jezikovnega znanja kar direktno. Skratka, v šolstvu vse do določene mere spet malo bolj vračamo k slovnici. No in v tem kontekstu je treba razumeti tudi moje
prizadevanje, da dobimo nove šolske slovnice, da dobimo nove sodobno zasnovane učbenike slovenščine in pa delovanje jezikoslovja nasploh, da omogočimo čim bolj hiter in čim bolj sproten dostop do jezikovnih informacij. S tem smo začeli v bistvu že 10 let nazaj, ker je bilo jezikoslovcem bolj ali manj jasno, kakšen bo današnji razvoj. Na Inštitutu za slovenski jezik smo zato vzpostavili jezikovne portale za najprej fran.si za vse, za informacijami o sodobnem in zgodovinskem in narečnem knjižnem jeziku. 2 leti nazaj smo na to vzpostavili portal franček.si s prilagojenimi informacijami za mlade od 1. razreda osnovne šole naprej. Hkrati deluje v okviru inštituta jezikovna svetovalnica, v okviru katere v nekaj dneh odgovorimo na kakršnekoli dileme in po vseh odgovorih iz jezikovne svetovalnice se da tudi sproti iskati po portalu Fran. No in pa še drugo zelo pomembno področje delovanja na spletni strani Terminologišče, sproti sledimo terminologiji najrazličnejši slovenski terminologiji najrazličnejših strok. Skratka, za splošni jezik Fran in Franček, za strokovni jezik Terminologišče. Tu objavljamo terminološke slovarje in se spet sproti vsak dan odzivamo na novo terminologijo, ki zelo hitro, kot lahko sami vidite, prihaja v jezik. Zdaj, vse to pa v sodobni družbi ne more biti uspešno, če se vzgoji za knjižno slovenščino ne boste pridružili čisto vsi učitelji. Znanje slovenščine mora bolj kot doslej postati odgovornost učiteljev vseh predmetov. Tu gre za sodelovanje med predmeti, na primer na ravni urjenja v posameznih besedilnih vrstah, na ravni zavesti, da različni predmeti v resnici poučujejo jezik na različnih ravneh, da različni predmeti skrbijo tudi za terminologijo slovenskega knjižnega jezika. Na videz je to vsem nam samoumevno. Je pa v današnjem šolstvu to premalo uzaveščeno. Naprimer, vsak predmet poučuje slovenščino na ravni X je Y. Matematika, premica je to in to, zgodovina, polis je to in to, geografija, kontinent je to in to. Na tak način se učimo terminologije, na tak način se učimo jezika. Matematika je eden od bistvenih predmetov za učenje natančnega branja. Tudi če pogledamo sodobne učbenike matematike,
vidimo, kako različne naloge zahtevajo in kako sproti razvijajo bralno spretnost. In na to bi morali biti tudi učitelji naravoslovja bolj ponosni in bolj pozorni. Potem imamo tu, na primer, vprašanje pravopisa. V novi seriji učbenikov za slovenščino, ki smo jih pripravili v minulih letih, celo jasno povemo, da vprašanje velike in male začetnice v slovenščini ni vprašanje slovenščine, ni vprašanje znanja slovenščine, ampak je vprašanje dobrega poznavanja vsebine. Če ne vemo, o čem pišemo, potem tudi velike in male začetnice ne moremo dobro uporabljati. Če ne poznamo geografije, ne vemo, ali bomo Kranjska Gora napisali oboje z veliko ali ne. Če ne poznamo etnologije, ne bomo vedeli, kdaj bo zeleni Jurij zeleni z malo, kdaj z veliko. Podobno je, če rečemo, filozofska fakulteta, kdaj bo z veliko, kdaj bo z malo. Vse to so stvari, ki so ločene od strogega poznavanja slovenskega pravopisa. In zato, in tole je izrezano iz našega učbenika, piše, da ni prav, kadar se pri pouku slovenščine pretvarjamo, da preverjamo pravopisno znanje, v resnici pa preverjamo znanje geografije, etnologije, zgodovine, književnosti in podobno. Ali naprej, kako lahko razumemo v slovenščini tako popularno stvar, kot je nogomet, če ne razumemo jezika nogometa? Kaj to pomeni, da je rumena podmornica odplesala beli balet z Bayernom? Mi imamo pojma, če ne razumemo. No in zanimivo je, da se tega še kako zavedajo v tujini. Recimo, tu sem dal naslovnico ene od knjige, ki vzpodbuja učenje frazeologije s pomočjo športne vzgoje. Skratka, vse to pa je seveda mogoče, če ne samo slovenščino, ampak celotno šolstvo prepoznamo kot jezikovni izziv. Učitelji so lahko z malenkostmi včasih povejo dijakom zelo veliko. Recimo, primer iz ene od ljubljanskih srednjih šol, pri kriteriju znanja je dopisano, kot pravilni odgovori se upoštevajo samo odgovori napisani v slovenskem knjižnem jeziku. Šlo je pa za geografijo. Posledica rabe kletvic ali drugih neprimernih izrazov namesto odgovorov je avtomatična ocena nezadostna. Ja. Skratka, če povzamemo, kar lahko naredimo z jezikom in kar je bistveno. Drobni dodatki k pouku v smislu jezika lahko dosežejo zelo velik učinek. In kar bo največji izziv pri učenju jezika v prihodnjem obdobju, v prihodnjih desetletjih, pa je povezovanje jezikovnih znanj s področja umetne inteligence z vsakodnevnimi izzivi pouka nejezikovnih predmetov. To zveni zelo učeno, ampak v resnici se s tem učitelji že zdaj zelo
srečujete. Denimo, da nekdo dela referat iz zgodovine. O besedi polis, skratka o pojmu polis, je na angleški Wikipediji daljši sestavek, že skoraj v obliki referata. Zato bo malce bolj spreten učenec ta sestavek avtomatsko prevedel iz angleščine v slovenščino, če ima inštaliran Chrome, pa mu bo to program Chrome naredil kar sam. In dobimo avtomatski strojni prevod. Zdaj pa, če se vsi delamo, da učenci ne uporabljajo interneta in ne uporabljajo prevajalnikov, je vse v redu. Če pa vemo, da živimo v realnem svetu, pa lahko hitro učence opozorimo na to, kaj pa. No, in to lahko naredimo pri zgodovini, ne nujno pri slovenščini. Lahko naredimo pri geografiji, pri biologiji. Kaj so pa značilnosti strojnih prevodov? Značilnosti so, tako kot je nasplošno, značilnost vsega narejenega z velikimi jezikovnimi modeli, to se pravi z umetno inteligenco, z temi globokimi nevronskimi mrežami, v ozadju je vedno statistika. In čim v besedilu naletimo na nekaj, kar ni statistično najbolj pogosto, se bo prevajalnik zmotil. No, in tu lahko na podlagi zadnjega stavka lepo vidimo, da angleško besedilo reče, da antični Grki običajno niso rekli Atene, Šparta in Tebe, ampak so namesto tega poimenovali svoje polis kar z imeni za prebivalce. Skratka, Atenci, Špartanci, Tetebanci in tako naprej. In ker je to malo povedano v bolj zamotani obliki, je avtomatski prevajalnik narobe prevedel, kot stari Grki niso vedno omenjali Atene, Šparte, Teb in drugih polisov kot takih, pogosto so govorili namesto Atencev, Lakedaboncev, Tabancev in tako naprej. Vidite, skratka, tu lahko, če bo učenec ali dijak razumel delovanje takšnih pripomočkov, bo krepko previden, kdaj neko stvar dobesedno prepiše, če ne bo razumel, pa boste učitelji zlahka ugotovili, kdaj je naredil preprost copy-paste. No, in vse to, o čemer sem danes govoril, bo mogoče samo, če bomo v šolstvu usvojili pogled, da smo za jezik in za jezike odgovorni vsi. Bistveno pri vsem skupaj pa je, da ne dopustimo, da bi prevzela tudi v šolstvu vajeti angleščina kot lingua franca, prevzeti jih mora slovenščina kot nacionalni jezik. No, in če zato sklenemo malo optimistično spet, tako kot je tisk koristil slovenščini in prebivalcem Slovenije od 16. stoletja naprej, tako bo, in to sem prepričan, slovenščini in našemu življenju koristila tudi internetna doba in umetna inteligenca. Slovenščina ima kot manjši jezik v resnici v svetu umetne inteligence veliko srečo. Mi smo se znašli med prvimi jeziki, ki jih
vsi veliki jezikovni modeli upoštevajo. Skratka, umetna inteligenca dobro razume slovenščino in govori že zdaj kvalitetno slovenščino. To pomeni, da smo med prvimi, med največjimi v resnici. Zdaj smo se prvič v resnici v zgodovini Slovenije znašli med največjimi svetovnimi jeziki in ne samo to, na spremembe smo tudi dobro pripravljeni. Imamo dobro zalogo kvalitetnih, brezplačnih besedil v slovenščini, na katerih se bo gradilo naslednje jezikovne modele. Zato moramo delati, biti pozorni in hkrati neobupani, ne pesimistični, ampak veseli, da nam je dano živeti v tako vznemirljivih časih velikih sprememb. Ne nujno na slabše. Najlepša.